Skratka, želel bi se odzvati na predlog, ki je bil posredovan s strani komisarja Olija Rehna. Razumite me, da o vsebini ne morem govoriti in ne bom govoril. Lahko pa rečem, da sem zaskrbljen nad vsebino tega predloga in po moji oceni ta predlog komisarja Olija Rehna za Slovenijo ni sprejemljiv in bi ga po moji oceni bilo potrebno, vkolikor se ga ne bo dalo dopolniti z stališči, ki jih Slovenija ves čas zastopa, da bi ga bilo potrebno po moji oceni zavrniti. In tu nas pravzaprav kot državo Slovenijo pravzaprav ne sme biti sram ali pa se bati česarkoli, da bi nam kdorkoli zaradi tega karkoli zameril oziroma da bi nas po strani gledali. Gre za našo pravico, za naš prav in za to pravico se moramo boriti, pa če tudi komu to v Evropski uniji, govorimo o kakšni veliki članici, ne bo všeč. Jaz sem prepričan, da se moramo boriti za svoj prav in tukaj mi svoj prav definitivno imamo. Jaz sem imela vendarle eno vprašanje. Rekli smo, da bi morali ta predlog dopolniti z določenimi stališči. S čim bi ga morali dopolniti? S katerimi stališči? Poglejte, če bi jaz ta stališča začel navajati, potem bi prav gotovo odpiral tudi vsebino tega predloga. To pa ne želim, ker kot veste, je predlog bil obravnavan na seji pod oznako zaupno in bi bilo seveda nekorektno, da bi o tem sedaj govoril. Morda še kakšno vprašanje? Vprašanje predvsem televizija Slovenija. Včeraj ste bili na seji odbora ODP. Ste imeli priložnost podati svoje predloge? Da, o predlogih se je jasno govorilo. Vsi poslanci, ki smo bili prisotni na tej seji, smo seveda svoje videnje tega predloga, seveda z svojimi predlogi za izboljšanje tudi iznesli. Spravi se zavzemate za dopolnjen predlog strani Slovenije? Prav gotovo. Danes smo bili na tiskovni konferenci Ministrstva za regionalne zadeve in so potrdili te informacije, da bi se ne upoštevalo telo 5 arbitrov. Lahko o tem kaj več poveste? To podpirate ali? Torej, tudi ta zadeva je v tem predlogu obdelana, da temu tako rečem, kdo in koliko arbitrov bi naj bilo, ampak tudi to je po moji oceni še stvar, bom rekel, debate oziroma kontrapredloga, ki bi ga po moji oceni Slovenija morala dati. Imate kakšen konkreten predlog? Ne. Mislite, še na kakšen drug način izraziti svoje nestrinjanje razen včeraj na odboru, kakšne drugi ukrepi? Zdaj zaenkrat bi pri tem ostali. Malce smo zadržani, predvsem zaradi tega, ker gre za zaupno gradivo. Želimo pa na ta način povedati, skratka izraziti naše nestrinjanje z predlogom komisarja, ki je za Slovenijo, kot pravim, nesprejemljiv. Torej boste počakali na kaj? Počakali bomo pravzaprav na odločitev vlade oziroma kako se bo vlada na ta predlog dejansko odzvala. Počakati bo pa prav gotovo potrebno tudi odločitev hrvaške strani, ki se še do te zadeve tudi ni opredelila.